Bleščanje zaslona televizorja ovije obraze, popačene od groze, medtem ko svet opazuje izdajo, ki se odvija pred njihovimi očmi. Ne glede na to, kako se prizori odvijajo, to ni izmišljeni grozljiv film, to je prenos v živo. Kamere snemajo in mir v studiu je izginil. Evander Holyfield, drugi profesionalni bokser, je leta 1992 izgubil svoje naslove proti Riddiku boju. Od takrat je bil na poti do zadoščenja in je končno dosegel polovico poti do priznanja, ki mu je dolgo izmikalo v zgodnjih letih kariere, ko je živel v senci Mikea Tysona. Potem, ko je leto prej izgubil proti boju, je Holyfield zahteval povratni dvoboj 6. novembra 1993 in če bi zmagal, bi končno dosegel cilj, za katerega se je tako trdo trudil. Le teden je manjkal do prve obletnice prvega dvoboja, na katerem je bil Holyfield detroniziran, ko se je začel veliki povratni dvoboj za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji. Kamere so snemali iz vsakega kota ringa, medtem ko je HBO Sport v živo prenašal dvoboj iz Caesars Palace. Stadioni so bili nabito polni navijačev, ki so prišli gledat vrhunski dvoboj. Mnogi pa so verjeli, da Holyfield še vedno ne bo osvojil naslova. V veliko njihovo presenečenje je tokrat zmagoval Holyfield, ki je dosegel dolgo pričakovano zadoščenje z rezultati 115 proti 113, 115 proti 114 in 114 proti 114. Čeprav razlika v rezultatih ni pomenila navdihujoče zmage, ga je to vseeno postavilo na pot uspeha, dokler se ni nad njim zgrnil temen oblak. Minuta in 10 sekund je minilo v 7. rundi. Holyfield pa je do takrat držal svojo pozicijo, dokler ni storil nekaj, česar noben boksar ne bi smel narediti. Njegove oči so se odmaknile od nasprotnikovih pesti in se osredotočile na nekaj prej neopaženega v ozadju. Toda samo tokrat je bila odločitev upravičena. Kamere so se obrnile na levo, da bi videle, v kaj Holyfield zre. Njegov neprekinjen pogled je spodbudil boja, da se je tudi on obrnil. Kamera, boksači in občinstvo so bili soočeni z nečim, česar nihče ne bi pričakoval na boksarskem dvoboju. Strupa se je z motornim padalom spuščal moški. Vrvi padalca so se neprijetno zapletle v zgornje luči, preden je trčil v konstrukcijo ob ringu. Ob pristanku padalca ni napadla le varnostna služba, temveč tudi besna in prestrašena množica, ki je verjela, da debeli moški, kot so ga kasneje imenovali, predstavlja grožnjo zanje. To je bila instinktivna zaskrbljenost, saj sta bila med prisotnimi tudi politični osebnosti Louis Farrakhan in Jesse Jackson. V trenutkih, ujetih v neposrednem televizijskem prenosu, je bil moški, ki je bil še vedno pripet na svoj jadrno padalo, onesveščen, kar je bojevi ekipi omogočilo, da ga je prijela. Naslednjih 21 minut so varnostniki in opazovalci poskušali odstraniti vrv z luči, saj so se bali požara. Moškega so odpeljali v bolnišnico, saj je utrpel rane zaradi trka z množico. Ko je bil mir ponovno vzpostavljen, se je tekma nadaljevala in ko so prešteli rezultate, je Holyfield boju znova odvzel naslov. Debeli mož je bil kasneje identificiran kot James Miller in čeprav ga je ta nenavaden trenutek s padalom pripeljal v bolnišnico, mu to ni bilo v poduk. Kasneje je ponovil isti podvig na tekmi med Raiders in Broncos, ter celo na tekmi Bolton Wanderers proti Arsenalu v angleški Premier Ligi. Na koncu so mu po še enem podvigu tam prepovedali vstop v Združeno kraljestvo. Nancy Guthrie, 84-letna mati, znane sovoditeljice oddaje Today Show, Savannah Guthrie, je postala središče preiskave ugrabitve, potem ko so jo 31. januarja 2026 ugrabili iz njenega doma v Tucsonu v Arizoni. Na voljo so novi posnetki varnostnih kamer, policija pa prosi vse, ki prepoznajo vozilo, ki je tisto noč z veliko hitrostjo zapustilo območje, približno 4 km od doma Nancy, naj se oglasijo. Naj se javijo, da bodo lahko lastnike izsledili in zaslišali glede njihove vpletenosti v primer. Znano je, da je Nancy tisti večer večerjala pri svoji hčerki Ani in da jo je domov pripeljal njen zet Tomaso ob 21:48. Čakal je pred hišo, dokler Nancy ni vstopila, preden se je odpeljal domov. Ob 21:50 so se garažna vrata pri njeni hiši zaprla in domneva se, da je takrat prispela domov. Verjame se, da se je nato umaknila v svojo spalnico, vendar je bila ob 1:47 izključena kamera na zvoncu hišnih vrat. Posnetki varnostnih kamer prikazujejo zamaskiranega moškega, ki je manipuliral z napravo, preden se je izklopila.
Ob 2:28 po noči se je Nancyn srčni spodbojevalnik odklopil od aplikacije na njenem mobilnem telefonu in ko naslednji dan ni šla v cerkev kot običajno, je njeno družino kontaktirala ena od njenih prijateljic. Ko je niso našli doma, je njena družina kontaktirala policijo in zapletena preiskava se je začela. Hitro so ugotovili, da je šlo za kaznivo dejanje in da je bila Nancy ugrabljena. Začelo se je panično iskanje, saj ima Nancy omejeno gibljivost in potrebuje dnevna zdravila. Zato velja za ogroženo osebo. 3. februarja je policija razkrila, da so našli odkupninsko sporočilo, v kateri so bili opisani oblačila, ki jih je nosila Nancy, in v njej so storilci zahtevali, da se odkupnina plača v bitcoinih. Biološki material so našli blizu vhodnih vrat hiše Nancy, kasneje pa so potrdili, da pripada njej. Drugo sporočilo je bilo poslano na CBS Newsovo podružnico v Tucsonu, KOLD, 6. januarja, vendar vsebina tega sporočila ni bila razkrita javnosti. Odkupninsko sporočilo je treba preveriti, saj je bil en moški že aretiran, potem ko je podal lažno zahtevo za odkupnino. Nancyn SUV je bil od takrat odstranjen iz njenega doma, da bi ga analizirali za morebitne sledi. Policija pa je odstranila tudi kamero, ki je bila nameščena na strehi hiše. 10. februarja je policija objavila posnetke varnostnih kamer, na katerih je zamaskiran moški, ki je posegal v varnostno kamero. Moškega so pridržali kmalu po objavi posnetkov, vendar so ga kasneje izpustili. Med pogovorom z mediji je izjavil, da nima pojma, kdo je Nancy in da je bil šokiran, ko ga je ustavila policija. Na novo objavljeni posnetki, na katerih je mogoče videti avto, ki z veliko hitrostjo pelje po cesti blizu Nancyne hiše, bi lahko ponudili nove sledi v zvezi z njenim izginotjem, vendar oblasti niso razkrile, ali to štejejo za trdno sled. Pozvali so vse, ki imajo dodatne informacije v tem primeru, naj stopijo v stik z FBI na 100-225-5324 ali šerifovo pisarno okrožja Pima na številko 520-351-4900. Ponujena je nagrada v višini $1 milijona za informacije, ki bi pripeljale do tega, da bi našli Nancy in da bi bili odgovorni za njeno ugrabitev prijeti. Leta 2007 so češka televizija in njeni gledalci morali okrevati po nekakšnem jedrskem udarcu. Pubcasters Panorama je dolgoletna oddaja, ki ponuja jutranje sproščanje in razkriva pričakovane vremenske razmere za dan. Vsako jutro oddaja predvaja neposredne posnetke čeških pokrajin, osupljive poglede na lepote države. Oddaja ponuja panoramske poglede na naravne pokrajine ali mesta v umirjenem slogu spletne kamere. Posnetke pogosto spremlja glasba ali neprekinjeni zvoki narave. 17. junija 2007, na mirno nedeljo, so prebivalci regije ob prebujanju ali pripravi zajtrka spremljali svojo najljubšo jutranjo oddajo. Tokrat so prizor zaznamovale valovite vzpetine gorovja Kirkanaše v vzhodni Bohemiji. Bel megličast posnetek je zajel vso hribovito pokrajino od ene strani do druge. V ospredju so se videla gorovja, na sredini gozdnata polja, med njimi pa so bile raztresene hiše. Le nekaj sekund kasneje pa je zaslepljujoč blisk svetlobe preplavil zaslon. Gledalci doma bi to morda zamenjali za napako na televiziji, vendar je časovni žig nakazoval drugače. Blisk je trajal nekaj sekund, prednje popustil, nato pa je kamera nadaljevala s panoramskim posnetkom čez prostranstvo. Toda na desni strani je v nebo narasel gobast oblak, takšen kot nastane pri jedrski eksploziji. Njegova prisotnost je nakazovala na neposredno grožnjo življenju. Panika je zajela državo, saj so tisoči državljanov bili priča očitni eksploziji, ki se je zgodila v državi, kjer pogosto potekajo burne razprave o jedrski energiji. Strah, ki je zajel Češko, pa je hitro popustil, ko so odkrili, da ni bilo nobene eksplozije in da je to, kar so ljudje videli, delo hekerjev. Prebivalci območja so pogledali skozi okna in nikjer ni bilo videti gobastega oblaka. V državo se je vrnil mir, a v studiu je že potekala hitra preiskava. Ugotovili so, da je bila kamera, ki je pripadala češki televiziji in je bila nameščena v Kirkanašeju, na kraju samem sabotirana. Ugotovili so, da so hekerji zamenjali videoprenos s svojim, v katerem je bila računalniško ustvarjena podoba majhne jedrske eksplozije, ki je izbruhnila iz lokalne pokrajine. Čeprav je bila računalniško ustvarjena, je bila gobasti oblak dovolj prepričljiva, da je povzročila takšno paniko, da so vpliv udora primerjali z radijsko oddajo Orsona Wellesa Vojna svetov iz leta 1938, ki je nekatere poslušalce prepričala, da vesoljci napadajo Zemljo. Toda hekerji so pustili eno sled, ki bi omogočila njihovo delno identifikacijo.
Naslovsori sledili do provokativne skupine, večinoma anonimnih uličnih umetnikov, ki so bili znani pod skupnim imenom Stokovin. Eden od članov, katerega glas je bil popačen, je pojasnil razlog za demonstracijo. Namignil je, da je bil vdor namenjen temu, da bi državljane opomnil, da so manipulirani iz ekonomskih in političnih razlogov, ter dodal, da takšne prakse obstajajo celo v demokracijah, kot je njihova. Češka televizija je nato tožila hekerje. 6 članov radikalne umetniške skupine pa se je leta 2008 soočilo s sojenjem. Stokovin ustraja, da projekt s naslovom Media Reality ni bil namenjen škodovanju, temveč ozaveščanju o tem, kako mediji manipulirajo z resničnostjo in kako enostavno je v televizijska poročila vstaviti karkoli. Stokovin je odgovoren za več drugih podobnih demonstracij, med drugim zato, da je neonsko harfo na vrhu Praškega gradu spremenil v vprašaj in zaznamoval trenutek, ko se je predsedovanje Václava Havla končalo. Policija v Queenslandu, Avstraliji, je objavila posnetke nadzornih kamer zadnje znane lokacije 70-letne Dawn Wells, ki jo je njena družina prijavila kot pogrešano decembra 2025. 9. decembra sta Dawn in njen mož, George, skupaj odšla do avtobusne postaje na Kingston Road v Woodridgeu, a nekje pred 20 uro. Sta se nekako ločila. Od takrat je ni mogel najti in zmeden je, kako bi lahko tako nenadoma izginila. Ko njegovo iskanje ni bilo uspešno, se je odločil obrniti na policijo in Dawn je bila prijavljena kot pogrešana. Od takrat je bilo izvedenih več iskanj, vendar niso našli nobenih sledi o tem, kje bi lahko bila. Ena od teh iskalnih akcij je bila izvedena s pomočjo iskalnih psov, prostovoljcev državne službe za nujno pomoč in policijske potapljaške ekipe. Skupaj so preiskali Comptonovo cesto, kjer je bila Dawn nazadnje videna, vendar brez uspeha. Od takrat so bili na voljo posnetki varnostnih kamer, na katerih je mogoče videti Dawn, kako hodi po Kingstonovi cesti na dan njenega izginotja. Videti je, kako George hodi tik za njo in za seboj vleče kovček na kolesih. Dawn bi izginila kmalu potem, ko je bil ta posnetek narejen in je bil objavljen, da bi jo lahko prepoznali, če bi jo kdo opazil. Po teh trenutkih je George vstopil na avtobus, na katerega sta nameravala iti s partnerko, vendar je nato ugotovil, da ga ni sledila in je ostala zadaj. Nadu se je vrnil na avtobusno postajo, vendar Dawn takrat ni bilo nikjer več. Omeniti je treba, da Dawn trpi za zdravstvenimi težavami in potrebuje stalno medicinsko oskrbo, kar je le še povečalo zaskrbljenost za njeno dobrobit, medtem ko je pogrešana. Potem, ko je bil njen primer predstavljen v medijih, je več ljudi stopilo v stik s policijo in prijavilo, da so videli Dawn. Po poročanju naj bi jo opazili v Hervey Bayu v Queenslandu, pa tudi v Toowoomba in na Zlati obali. Ena priča je izjavila, da jo je videla na avtocesti v Melbourneu, vendar so bili vsi ti namigi preverjeni brez pozitivnega rezultata. George je od takrat javno pozival k informacijam o njenem primeru in pozval vse, ki vedo, kje je, naj nujno stopijo v stik z oblastmi. Da bi ljudem osvežili spomin, je policija Queenslanda na enem od krajev iskanja postavila lutko in jo oblekla v oblačila, podobna tistim, ki jih je Dawn nazadnje nosila. Ti predmeti vključujejo črno majico, modre kratke kavbojke, zeleno kapo s šiltom z zelenim potiskom spredaj, roza čevlje in torbico okoli pasu. Bolnišnice na tem območju so bile obveščene, vendar nimajo nobenih podatkov, da bi bila Dawn sprejeta. Prav tako pa je znano, da od njenega izginotja ni uporabila svoje go-kart kartice, elektronske pametne kartice, ki se uporablja za javni prevoz v nekaterih delih Avstralije. Ker bi lahko postala zmedena in dezorientirana brez svojih vsakodnevnih zdravil, menijo, da je Dawnino zdravstveno stanje morda prispevalo k njenemu izginotju. Če bi jo kdo opazil, bi bila lahko v podobnem stanju, zato naj se ji pristopi mirno. Opisana je kot oseba z značilnimi rjavimi kodrastimi lasmi do ramen, visoka 157 cm in vitke postave. Ima tudi značilno hojo. Kdorkoli ima informacije o lokaciji Dawn, naj pokliče PoliceLink na 131444 ali na številko za nujne primere 000. To je bil ameriški vesoljski raketoplan Columbia na misiji STS-017, 28. vesoljski misiji januarja 2003. Plovilo je svoj prvi polet v vesolje opravilo leta 1981. V naslednjih 2 desetletjih je bilo plovilo deležno različnih prilagoditev, testiranj in pregledov. Pri kasnejših misijah pa niso zaznali nobenih težav, vse do tega trenutka, ki ga je v živo spremljala celotna država.
28. misija je bila predvidena za 11. januar 2001, 2 leti preden je dejansko poletela. Več težav je preprečevalo, da bi se projekt začel po načrtih. Zamude so se pojavile vsakeč, ko je bil raketoplan pripravljen, iz različnih razlogov. Čakanje se je, kot kaže, izplačalo. Množice so se 16. januarja 2003 zbrale pred svojimi domovi. Njihove oči so bile uprte v nebo, v upanju, da bodo videle, kako raketa prebije tisto, kar se je zdelo neprebojno nebo. Drugi so si dogodke v živo ogledali na televizijskih zaslonih. Kamere so bile usmerjene navzgor, da bi ujele veličastno stvaritev, ki bo izvajala mikrogravitacijske poskuse onkraj meja Zemlje. Narod je z osuplostjo opazoval, ko so se začeli tresljaji, ki so pretresli tla, in raketoplan je poskočil v nebo ter se približal 8 minutam in 34 sekundam, preden je vstopil v orbito. A že 80 sekund po izstrelitvi se je pojavil prvi znak, da bo šlo z misijo nekaj narobe. Kos izolacijske pene iz rezervoarja za gorivo raketoplana se je odlomil in z veliko hitrostjo priletel proti levemu krilu ter zadel njegov rob. Kamere so približale trg, vendar inženirji niso mogli določiti niti lokacije, niti obsega poškodbe. To ni bilo prvič, da se je kaj takega zgodilo. 3 prejšnji izstrelitvi raketoplana sta doživeli podobne poškodbe, vendar nikoli ni bilo nič kritičnega. Vse te incidente, vključno s tem, so obravnavali zelo resno, saj so inženirji agencije verjeli, da bi lahko poškodba krila povzročila katastrofalno odpoved. Ker je bila vesoljska ladja že v zraku in ni bilo ničesar, kar bi lahko varno ustavilo njeno pot, se je misija nadaljevala. In naslednja 2 tedna bi Columbia krožila v orbiti. V tem času pomislekov niso obravnavali, ker po mnenju NASA, če bi prišlo do večje poškodbe raketoplana, v tistem trenutku ni bilo ničesar, kar bi lahko rešilo situacijo. Vesoljsko plovilo naj bi se vrnilo 1. februarja in je točno po načrtu prebilo atmosfero. Ponovno so kamere dogodek prenašale v živo. WFAA in ABC pa sta ponovni vstop v atmosfero predvajala na televizijskih zaslonih po vsej državi. Columbia je vstopila v Zemljino atmosfero ob 8:43 tistega jutra, popolnoma nepoškodovana, brez kakršnih koli znakov, kaj se bo zgodilo naprej. Tom Gray je dejal napovedovalec WFAA. Svetla luč, ki jo vidite, je očitno nekaj toplotno odpornega materiala, ki sveti na raketoplanu. 10 minut po vstopu v atmosfero, 70.400 metrov nad kalifornijsko obalo, pri hitrosti 23-kratnika hitrosti zvoka, 16 minut pred pristankom na Floridi, je vesoljsko plovilo začelo nakazovati na bližajočo se katastrofo. Inženirji so opazili prvi pokazatelj. Tam, kjer bi morale biti toplotno odporne ploščice na sprednjem robu levega krila, ni bilo ničesar. Nato sta veter in toplota začela vdirati v krilo, kar je povzročilo, da je eksplodiralo. Tukaj lahko opazite, zdi se, kot da lahko vidite, kako deli raketoplana odpadajo, je ponovno pripomnil voditelj. Ostanki so začeli padati na tla, ko je Columbia predetavala Teksas. Deli razbite vesoljske ladje so pristali blizu Lubboca. Kamere so povečale posnetek letečih delov in sledi dima, ki so označevale njeno pot, nato pa ob 9. uri zjutraj. Glasen pok je odmeval nad Dallasom. Vesoljski raketoplan se je popolnoma razpadel, eksplodiral je na nebu, material pa je bil raztresen več mil od izvorne točke. Ostanki raketoplana bi bili kasneje najdeni na več kot 2000 lokacijah, ki so segale čez Teksas, Arkansas in Louisiano, kar poudarja obseg te katastrofe. 35-letnega Roberta Reesa Hughesa, njegovi prijatelji in družina niso videli od 29. novembra 2025. Njegovo dolgotrajno odsotnost pa so opisali kot zelo nenavadno, kar jih zelo skrbi. Robert prihaja iz mesta Easingwold v severnem Yorkshireu v Angliji. Tisti, ki ga poznajo, pa ga opisujejo kot zelo nežno in ljubečo osebo, ki nikoli ne bi ostal z doma, ne da bi o tem obvestil svojo družino. Na dan njegovega izginotja so Roberta nazadnje videli, ko je hodil po ulici Crab Mill Lane v Easingwoldu. Posnetki varnostnih kamer, ki so jih pridobili ob tem opažanju, pa so še dodatno vzbudili skrb za njegovo dobrobit, saj se je zdelo, da je utrpel poškodbo glave. Ko se tisti dan ni vrnil domov, so ga prijavili kot pogrešanega. Policija pa je od takrat izvedla več iskalnih akcij, vendar ga niso uspeli najti. Znano je, da je bil na območju Crab Mill približno 15:10. Vendar ni znano, kam je potoval potem. Med temi iskanji so bili uporabljeni droni, ki so prečesali območje iz zraka, v upanju, da bi našli kakšen namig, ki bi policiji lahko pomagal ugotoviti, kje je, a žal niso našli ničesar.
Robertova družina je dodala, da se je temperatura na tem območju močno znižala, odkar je izginil, in zdaj jih skrbi za njegovo zdravje, saj ob zadnjem videnju ni bil oblečen za tako nizke temperature. Prebivalce območij med Boroughbridgem, Easingwaldom in Thurscombe so prosili naj pregledajo svoje posnetke varnostnih kamer, če bi morda opazili Roberta, ter naj te posnetke čim prej posredujejo policiji, da bi lahko na teh območjih izvedli iskanje. Prav tako so jih prosili, naj pregledajo vse gospodarske objekte na svojih posestvih, če bi Robert morda poiskal zavetje pred vremenskimi vplivi. Preiskovalci so sporočili, da so digitalni podatki nakazovali, da bi lahko hodil skozi območje Raskelfa po odhodu iz Easingwalda in da bi lahko na neki točki hodil tudi skozi Brafferton. Zbrani so bili posnetki varnostnih kamer s Crabmill Lane, ki so pokazali, da je Robert, kot so sumili, hodil v to območje. Slike so bile od takrat objavljene, da bi se javnost seznanila z njegovim primerom. Upajo, da ga bo kdo prepoznal in stopil v stik s policijo. Oblasti so dodale, da so uporabile specializirane vire na območjih Burferton in Helperby, vendar brez uspeha. Še vedno ni znano, ali je poškodba na glavi dejavnik pri njegovem izginotju, vendar te možnosti niso izključili. Robert je opisan kot oseba z umikajočo se linijo las, srednje postave in visok 160 cm. Na posnetkih varnostnih kamer je viden, kako nosi temno nepremočljivo jakno, sive čino hlače in pohodniške čevlje. Vsak, ki vidi Roberta ali ve, kje bi lahko bil, je pozvan naj pokliče 101 in stopi v stik s policijsko službo severnega Yorkshira. Če se zdi, da je v nevarnosti ali če z gotovostjo veste, kje je, morate poklicati 999 in navesti referenčno številko 122-502-251-46. Vse podrobnosti bodo hitro posredovane policiji, ki bo storila vse, kar je v njeni moči, da Roberta čim prej najde. Bil je 19. november 2004, noč, ko se je NBA zavedno spremenila. Dogodek kaosa in besa je pustil razbite in uničene uglede, ter vplival na krhke odnose med igralci in navijači. To je bila veriga nepremišljenih trenutkov, ki so se odvijali v živo na televizijskih zaslonih, medtem ko so nič hudega sluteči navijači Indiana Pacers in Detroit Pistons spremljali dogajanje iz svojih domov ter sklepali stave, kdo bo zmagal na tekmi. Košarkarska tekma je potekala v palači v Auburn Hillsu v Michiganu, ki je kasneje dala ime incidentu Malice at the Palace. Potem ko so se v ligi NBA leta nabirale napete razmere pod površjem, so Indiana Pacers in Detroit Pistons stopili na igrišče, da bi odigrali tekmo, ki bi morala trajati 48 minut, a se je spremenila v 2 uri in 49 minut dolgo preizkušnjo, tekmo, ki je bila predvajana v živo. V četrti četrtini je bilo do konca tekme le še 45,9 sekunde, ko je center Detroita Ben Wallace poskušal zadeti polaganje, a ga je s hrbta prekršil krilni igralec Indiane Ron Artest. Takrat so napetosti, ki so tleče trajale, dosegle vrelišče. Wallace, besen, ker mu je bil met preprečen, je odrinil Artesta, s čimer je sprožil pretep, ki je izbruhnil kar na igrišču. Igralci obeh ekip so se zapletli v pretep, sodniki in uradniki pa so jih skušali ločiti. Sčasoma se je konflikt umiril, vendar so napetosti še vedno ostajale, kar je uradnikom omogočilo, da so razpravljali o posledicah dogodka. Medtem ko je čakal na intervju, je Artest ležal na zapisnikarski mizi, ko je iznenada besen navijač Pistonsov, razburjen, ker je bila tekma prekinjena le 45 sekund pred koncem, vrgel pijačo naravnost v še vedno razburjenega Artesta. Skupaj s igralcem Stevenom Jacksonom sta se oba jezno pospela na tribune v iskanju osebe, ki je vrgla kozarec. Nažalost je Artest zagrabil napačnega navijača. Pravi storilec je bil nekaj vrst višje. Soigralci so zagrabili nedolžnega navijača, kar je povzročilo popoln kaos in pustilo gledalce doma v stanju razočaranja. Ne samo, da je bila igra prekinjena, tudi dvorana Palace of Auburn Hills je bila oskrunjena. Sveti kraj slavnih prvenstev je zdaj postal bojišče in ta pretep je pustil navijače nezadovoljne. Jermaine O'Neal, član ekipe Pacers, se je prav tako zapletel v kaos, ko je še en navijač drzno stopil s tribun na igrišče. Kot odziv na naraščajoči kaos so navijači iz vse dvorane začeli grabiti vse, kar so lahko, in metati predmete proti igralcem. Oblasti so bile obveščene o dogajanju v dvorani, kar je povzročilo množično prisotnost policije, da bi ponovno vzpostavili red na dogodku. Potrebovalo je najmanj 10 minut, da so areno izpraznili, medtem ko je množica še vedno metala kokice in pijačo proti članom ekipe, ko so začeli izstopati skozi tunele. Igralce je policija pospremila na varno, tekma pa je bila nato prekinjena.
Čeprav tekma ni bila nikoli dokončana, je NBA podelila zmago ekipi Pacersov glede na rezultat v trenutku prekinitve tekme 97-82. Dosežek pa ni bil pospremljen z veseljem ali praznovanjem. Artest bi bil suspendiran za preostanek sezone, kar je pomenilo še 86 tekem, najdaljšo kazen v zgodovini NBA zaradi konflikta na igrišču. Kar naj bi bilo praznovanje dosežka njegovega sina, se je spremenilo v panično iskanje 73-letnega Rubena Waitake. Njegova družina pa je izjavila, da jih zelo skrbi za njegovo duševno zdravje zaradi njegovega nenavadnega vedenja pred izginotjem. Maja 2025 sta Ruben in njegova žena Elizabeta odpotovala iz svoje domovine Kenije v Alabamo, kjer sta nameravala se udeležiti praznovanja ob zaključku srednje šole svojega prvega vnuka. Pristala sta v ZDA in prispela v Alabamo 14. maja, nato pa sta odpotovala do hiše, ki je v lasti njihovih družinskih članov. Tam sta preživela noč, vendar so se naslednje jutro stvari nenadoma čudno zasukale. Rubenova hči, Emily Ann Balua, je povedala, da se je njen oče zdel zmeden že od dneva, ko je prispel v Alabamo, saj ni vedno vedel, kje je ali zakaj je tam, kar je zanj zelo nenavadno. Elizabeta je pojasnila, da je bila priča enakemu nenavadnemu vedenju zjutraj 15. in je policiji posredovala podrobnosti tistega jutra. Povedala je, da je Ruben v nekem trenutku odšel iz družinske hiše in ko je govorila z njim, se je zdel zmeden in dezorientiran. Tudi na drugem delu njunega leta iz Frankfurta v Alabamo se je obnašal nenavadno, saj je postal nerazumljiv. Elizabeta pa je morala pomagati stewardesi, da ga je obdržala na sedežu. Na letališču je poskušal iti v napačno smer po tekočih stopnicah in je padel ter si pri tem poškodoval koleno. Nenehno je odhajal stran od hiše. Sprva ga je poskušala prepričati, naj se vrne, vendar brez uspeha. Nato ga je začela slediti, a je ugotovila, da so vrata hiše ostala odklenjena, zato se je hitro vrnila, da jih zaklene. Ko ga je poskušala dohiteti, je ugotovila, da ga ni več na vidiku in od takrat ga nihče ni več videl. Znano je, da sta po prvem opažanju vsaj dva voznika peljala Rubena, vendar policijska uprava Calera nima pojma, kam je šel potem. Znano je, da ga je nekdo pobral, ko je bil še vedno v soseski družine, druga oseba pa ga je odpeljala do bencinske črpalke Chevron, približno 2 milji od hiše, vendar ostaja neznano, zakaj bi si želel iti tja. Rubenova družina verjame, da morda v svojem zmedenem stanju poskuša priti nazaj v Kenijo in je izjavila, da bi lahko koga prosil, naj ga odpelje v mesto. Morda poskuša priti tudi nazaj v Kimboni v Somaliji, saj je od tam doma. Zdaj so objavili posnetke varnostnih kamer, ki prikazujejo njegove zadnje znane premike. Na posnetku je Ruben na bencinski črpalki, kjer ga vidimo, kako hitro hodi s sklenjenimi rokami za hrbtom. Nič v njegovem vedenju ni videti nenavadno, razen dejstva, da je morda bil v zmedenem stanju. Posnetek prav tako prikazuje, kako rahlo šepa, kar je posledica padca na letališkem tekočem stopnišču. Priča je policiji povedala, da je videla moškega, ki je ustrezal opisu Rubena, tako se plazi pod ograjo kluba blizu bencinske črpalke. Nato je vstal in odšel v bližnji gozd, ter se od takrat ni vrnil domov. Namigovali so, da je dobil še en prevoz na tovornjaškem počivališču, ki se nahaja za bencinsko črpalko. In če je temu tako, bi lahko odpotoval iz Calere. Javnost je zdaj pozvana, naj mu ne ponuja prevoza, če ga opazijo, temveč naj takoj obvestijo policijo, da se lahko ponovno združi s svojo družino. Elizabeta se je medtem vrnila v Kenijo in obupano pričakuje kakršnekoli dobre novice glede izginotja svojega moža. Ruben je opisan kot oseba s črnimi lasmi in rjavimi očmi, visok približno 152 cm in težak okoli 75 kg. Nazadnje so ga videli oblečenega v kakih hlače in karirasto srajco na gumbe. Vsak, ki je videl Rubena ali ve, kje bi lahko bil, naj pokliče na številko 2056 683 505 ali na 911. 17. maja 1995 ob 18:45. Televizijski zasloni po vsem San Diegu so brneli zaradi prekinitve. Nujne novice, pravkar prejete, so prekinile tišino in zmotile risanke. Nekaj zaskrbljujočega se je dogajalo na ulicah najboljšega ameriškega mesta. CBS večerne novice so živo spremljale dogajanje, da bi ga mesto lahko spremljalo. Tisto, kar so gledalci doma videli, je bil videti začetek vojne. Videti je bilo mogoče vojaški tank, ki se je peljal čez cesto. 58-tonski vojni stroj je divjal po živahnih ulicah, vendar ne kot priprava na bližajoči se konflikt.
Sploh ne bi smel biti tam. V notranjosti je bil ugrabitelj, 35-letni Sean Timothy Nelson, veteran vojske Združenih držav Amerike, katerega motivi do danes ostajajo neznani. 15 let prej je Nelson služil kot poveljnik tanka med svojo službo in ta improvizirana vožnja z vojnim vozilom je nakazovala, da očitno ni pozabil svoje nekdanje vloge. Iz neznanih razlogov ga je gnalo, da ugrabi to nenavadno vozilo in divjati po ulicah San Diega. 6 milj je ukradeni tank M60A3 vozil čez parkirana vozila uničeval vse na svoji poti in na neki točki je nase ujel semafor, ki ga je kratek kos poti nosil s seboj. Policijske sirene so tulile ob tem uničujočem vozilu in obupano poskušale upočasniti njegovo vožnjo, vendar je ta napor trajal skoraj 30 minut. Medtem ko so gledalci doma spremljali razplet te zaskrbljujoče dileme, se je veliko ljudi spraševalo, kako se je vse skupaj sploh začelo. Pol ure prej je Nelson pripeljal svoj kombi Chevy do orožarne nacionalne garde Kalifornije v Kirini Mesi. Običajno se je objekt zaprl ob 17. uri, zato so bila vrata zaklenjena. A po naključju so tistega večera zaposleni delali dlje kot običajno na parkirišču za vozila. Veteran bi preprosto stopil skozi odklenjena vrata orožarne, zlomil ključavnico, ki je varovala vozilo, in vstopil v tank skozi loputo. Nato se je odpeljal iz parkirišča, ne da bi ga ustavili zaposleni, ki so ga poskušali zaustaviti. Med vožnjo je razbijal avtomobile, podiral svetilke, avtodom, hidrantne pipe, semaforije in drogove, ki so številnim prebivalcem dovajali elektriko, ter za seboj pustil ogromno škode. Na srečo Nelson nikoli ni sprožil tistega, kar so imeli za največje strelno orožje v San Franciscu. Preprosto je zmečkal vse pred seboj, kot da bi bili igrače pod nogami divjega malčka. Gledalci so zadržali dih, ko se je zasledovanje končno ustavilo, policisti pa so hiteli iz svojih avtomobilov in skočili na majajoči se tank. Po tej pretresljivi preizkušnji je takratni guverner Pete Wilson ukazal nacionalni gardi, naj uvede nov varnostni sistem, ki bi v prihodnje preprečil takšne divjanja. Na voljo je le malo podrobnosti v primeru izginotja Ukrajinke po imenu Natalija, ki so jo prijavili kot pogrešano iz mesta Boston v Lincolnshireu v Angliji. Oblasti njenega priimka iz neznanih razlogov niso razkrive, vendar želijo govoriti z vsakim, ki bi jim lahko pomagal pri preiskavi. Natalija, za katero verjamejo, da je stara okoli 45 let, naj bi na dan svojega izginotja, v petek 23. januarja 2026, obiskala nekaj svojih prijateljev. Od tam je odšla in domnevajo, da se je peš odpravila domov, ko so jo nazadnje videli okoli 20. ure tistega večera, vendar od takrat ni bila več videna ali slišana. V prvotnem pozivu javnosti, ki je bil objavljen potem, ko je bila prijavljena kot pogrešana, so preiskovalci navedli, da so jo nazadnje videli hoditi na območju Sluice Bridge, malo preden je izginila in kmalu potem, ko so jo nazadnje videli njeni prijatelji. Ko po tem pozivu niso prejeli nobenih informacij, so izdali še en poziv, v katerem so javnost prosili, naj bodo pozorni na Natalijo in naj takoj obvestijo policijo, če jo opazijo, da bi jo lahko našli. Zato so prosili vse, ki so bili na območju Sluice Bridge med 21.15 in 22.30, naj jih kontaktirajo, da jih lahko povprašajo, kaj so videli. Morda imajo nevede kakšno informacijo, ki bi lahko pripeljala do tega, da bi našli Natalijo, in vse možne sledi je treba raziskati. Posebej jih zanima, da bi govorili z vsakim, ki je videl žensko, ki je hodila po pešpoti Witham Bank West v smeri Witham Gardens. Dodali so, da so prejeli več namigov, ki so jih preverili, vendar ti niso pripeljali do tega, da bi našli Natalijo. Ko tudi ta poziv ni prinesel nobenih novih sledi, je policija objavila posnetke varnostnih kamer območja, kjer je bila Natalija nazadnje opažena, ter morebitnega osumljenca, s katerim bi želeli čim prej govoriti. Na posnetku, ki je dolg le 11 sekund, je mogoče videti moškega, ki počasi hodi čez Sluice Bridge. Domneva se, da je hodil v isti smeri kot Natalija in upajo, da jo je opazil, preden je nepojasnjeno izginila. Če je temu tako, bi lahko povedal, v katero smer je Natalija odšla, potem ko so jo nazadnje videli, in ta območja bi lahko temeljito preiskali za morebitne sledi o njeni trenutni lokaciji. Omeniti je treba, da ga ne obravnavajo kot vpletenega v njeno izginotje, obravnavajo ga zgolj kot morebitno pričo. Povečava posnetka pokaže, da je bil oblečen v siv pulover z dolgimi rokavi in črne hlače, na glavi pa je morda nosil kapo. Javnost so tudi pozvali, naj se oglasi, če prepozna tega moškega, saj se morda ne zaveda, da je morebitna priča.
Natalia je opisana kot ženska s svetlo-lasimi lasmi do ramen, svetlimi očmi in visoka približno 170 cm. Je srednje postade in jo lahko prepoznate po brazgotini nad obrvmi. Znano je, da običajno nosi temna oblačila, vendar oblasti niso navedle, kaj je nosila, ko so jo nazadnje videli. Če ste opazili Natalijo ali imate kakršnekoli nove informacije o njenem izginotju, pokličite na številko za nujne primere 101 in navedite številko primera PID 119580. Namige lahko posredujete tudi tako, da pokličete 999. Bil je 17. oktober 1989 in območje zaliva San Francisca je bilo polno vznemirjenja. Bila je svetovna serija v bejsbolu in tekma med Oakland Athletics in San Francisco Giants je bila v teku. Prve tekme so potekale na stadionu Oakland Alameda County Coliseum, tretja v seriji pa naj bi bila v San Franciscu na stadionu Candlestick Park. Tistega dne je bila ura 5 popoldne, ko so se igralci obeh domačih ekip zbrali v areni in čakali, da zavzamejo svoja mesta na igrišču. Tekma je bila predvidena za 17:30, torej pol ure čakanja. Kamere so že snemale. Svetovna serija bejsbola 1989 pa se je prenašala v živo. V obdobju svojih domov so navijači spremljali, kako se Athletics in Giants borijo na igrišču in se spraševali, kdo bo zmagal v tretji tekmi štiridelne serije. Televizijski zasloni so zašumeli, statika je izginila in gledalce je pričakal pogled na stadion Candlestick Park. Skozi glasbo v ozadju se zasliši glas Ala. Približujemo se stadionu Candlestick Park, je rekel. Kamera se je približala stadionu, medtem ko je napovedovalec oznanil, da se je bitka v zalivu pravkar začela. Zaslan preklopi na bližnji posnetek Michaela, ki stoji na igrišču, v ozadju pa je velika množica navijačev bejsbola. Napovedovalec je razpravljal o prejšnjih tekmah med obema ekipama do tega trenutka in omenil spremembe v postavi Giantsov ter dodal, da jih čaka zahtevna naloga, saj potrebujejo 5 zmag za osvojitev svetovne serije. 2 minuti po začetku predstavitve, ob 17:04. Televizorji po vsem San Franciscu so začeli prasketati, zvoku pa se je pridružil brneč zvok. Šum in barvne črte so zameglile posnetek, nato pa se iz kaotičnega hrupa znova pojavi Michaelov glas, ki je tresoč in prestrašen in potrdi, kaj se dogaja. Imamo potres, je vzkliknil sredi kaosa. Potres, ki je prekinil neposredni prenos svetovne serije leta 1989, je bil Loma Prieta, prelom vzdolž prelomnice San Andreas. Potres z magnitudo 7,1, katerega središče je bilo blizu vrha Loma Prieta v gorovju Santa Cruz, je bil le 2,4 magnitude oddaljen od največjega zabeleženega potresa v zgodovini. Potres je stresel tla od Santa Cruza do Oaklanda, zatresel stadion, razpokal zemljo, izruval drevesa in poškodoval stavbe. Medtem ko je stadion, kjer je potekala tretja tekma, ostal nepoškodovan, pa tega ni bilo mogoče reči za preostali del San Francisca. Ekipa ABC News je iz helikopterja poročala o razsežnosti potresa, lebdela nad območjem in posnela prizore, ki so bili videti kot posledice orkana 5. kategorije. Več odsekov številnih mostov se je zrušilo. Po mestu so divjali požari. Dim se je valil v nebo. Ceste so bile poškodovane, električni kabli so bili podrti, številne stavbe pa so se zrušile na tla. Katastrofa je povzročila $5 milijard škode. V domovih, ki jih nenadno, nepričakovano tresenje večinoma ni prizadelo, so televizijski zasloni še vedno prikazovali zelen zaslon z napisom Svetovna serija, ki je prevladoval v ospredju. Michael in njegov sovoditelj sta bila še vedno slišna, ko sta rekla: "Ne vem, ali smo v etru ali ne", medtem ko je drug voditelj izjavil: "No, ljudje, to je največji uvod v zgodovini televizije." In to je zagotovo tudi bilo. Običajno, ko nekdo izgine, policija takoj začne iskati posnetke varnostnih kamer, ki bi lahko pomagali izslediti to osebo. In olajšanje je, da takšni posnetki sploh obstajajo. Toda v primeru izginotja 40-letnega Adžanija Campbella so posnetki varnostnih kamer, ki so jih pridobili, povzročili le še več skrbi preiskovalcem in njegovim bližnjim, saj se zdi, kot da beži pred nekom, preden je izginil. Adžani, ki ga prijatelji in družina bolje poznajo kot Adžija, so nazadnje videli na območju Ashton-on-Ribble v Prestonu v Lancashireu v Angliji 24. januarja 2026. Priče so ga tisto noč videne okoli 22:30, vendar policiji niso mogle posredovati nobenih dodatnih koristnih informacij.
Ko se tisto noč ni vrnil domov, so ga prijavili kot pogrešanega in pregledali so posnetke varnostnih kamer na območju, kjer so ga nazadnje videli. In takrat so preiskovalci prišli do osupljivega odkritja, ki jih je zelo zaskrbelo za njegovo varnost. Na posnetku je videti, kako AJ hitro steče s Stocks Roada na Blackpool Road. Prečka cesto, medtem ko še pospešuje in ostane v vidnem polju kamere približno 10 sekund. Ko pride do bližnjega ovinka, nenadoma upočasni hiter korak in nepojasnjeno se odloči, da bo prečkal nazaj na drugo stran ulice, medtem ko se ozira nazaj v smer, iz katere je prišel. Nato zavije na Shelleyjevo cesto in izgine iz vidnega polja. Preverili so tudi druge kamere na tem območju, vendar niso pokazale nobenih nadaljnjih sledi AJ-ja. Njegova družina pa je zaskrbljena in čaka na novice, kam je šel potem, ko so ga nazadnje videli. Ugibali so, da ga je nekdo zasledoval, vendar ker na posnetku ni nikogar drugega in AJ na koncu upočasnil hojo, tega ni bilo mogoče potrditi. Območje, kjer je bil posnetek narejen, je policija preiskala, vendar niso uspeli najti nobenih sledi, ki bi jih vodile do tega, kje je AJ. Prav tako se ni javil noben dodatni očividec, ki bi poročal o novih opažanjih. V upanju, da bi spodbudili spomin ljudi in pridobili več informacij, so po Lancashireu razširili fotografijo AJ-ja, da bi se lahko javili morebitni očividci, če ga prepoznajo. Policija je posebej poudarila, da ne verjamejo, da bi bil AJ v kakršnihkoli težavah ali da bi storil kaj narobe. Dodali so, da so osredotočeni izključno na to, da ga najdejo in varno vrnejo njegovim najdražjim. Dodali so, da načrtujejo še več iskalnih akcij in prosili javnost naj ostane pozorna, če ga kdo opazi. V takem primeru naj čim prej stopijo v stik z oblastmi, da se lahko območje temeljito preišče. Znano je, da ima AJ povezave z območjima Avenue in New Hall v Prestonu, ter da ima povezave tudi z Londonom in Manchesterom. Vendar se zdi malo verjetno, da bi se preprosto preselil na eno od teh območij, saj bi bil v tem primeru verjetno v stiku s svojo družino. Primer obravnavajo kot nujen in preiskovalci bodo sledili vsem prejetim namigom. Podroben opis ni bil na voljo, vendar je na posnetkih varnostnih kamer viden, kako nosi črn plašč in črno kapo. Na eni izmed objavljenih slik nosi tudi nekaj, kar izgleda kot zaščitna maska pred usti. Vsak, ki lahko doda dodatne informacije o tej zadevi, naj pokliče nacionalno številko za nujne primere 999 ali 101 in navede zapisnik 1159 z dne 25. januarja. Vdor v televizijski signal. Max Headroom, najbolj znan televizijski vdor, ki je gledalce po Chicagu 22. novembra 1987. nedelje pustil povsem pretresene. V ozadju je utripal večerni dnevnik. Voditelj je bil pripravljen in je našteval dogodke tistega dne, od tragedij do zmag. Gledalci so se pravkar udobno namestili v to znano rutino, ko je bil program WKGETV nenadoma prekinjen z najbolj srhljivim televizijskim vdorom doslej. Zvok statičnega šuma je naznanil trenutek, ko je moški z gumijasto masko, Max Headroom, zamenjal prizor iz redakcije. Od takrat naprej spletni forumi razpravljajo o tem, sprašujejo se, kdo je stal za tem slavnim dogodkom in zakaj. A zdelo pa se je, da si o prekinitvi na Southern televiziji nihče ni zastavljal istega vprašanja. Slednja je bila veliko bolj nenavadna, celo z bolj temačnimi značilnostmi, ki so Združeno kraljestvo pustile v stanju panike. Prekinitev na Southern televiziji se je zgodila celo desetletje prej kot incident z Maxom Headroomom. Bil je 26. november, ko so se prebivalci Južne Anglije začeli udobno nameščati na svoje kavče. Bil je sobota, okoli 17:10. Ko je Andrew Gardner iz ITN sedel pred rumeno steno studia in začel razpravljati o pereči zadevi, ki se je odvila v današnjem Zimbabveju. Šlo je za spopad med varnostnimi silami in Zimbabvejsko-afriško narodno-osvobodilno vojsko. Gardner pa še ni bil niti na polovici povzetka, ko je tresenje slike na televiziji znova pritegnilo pozornost gledalcev. Več trenutkov je tresenje vztrajalo, preden se je zaslišal globok brenčanje, ki je naznanilo uvodno vrstico vsiljivca. Bil je globok, popačen glas, ki je prekinil novinarja in rekel, citiram, "Mi tukaj pri Ashtar Galactic Command se vam zahvaljujemo za vašo pozornost. Zdaj zapuščamo ravni vašega obstoja. Naj vas blagoslovi izjemna ljubezen in resnica kozmosa." Vokalizacije, podobne nezemljanom, so bile naravnost vznemirjajoče, govor pa se je nadaljeval kar 6 minut. Tukaj smo, je nadaljevalo, in na vašem planetu ter okoli njega je več biti, kot jih priznavajo vaši znanstveniki. Južna skupnost je bila zmedena zaradi tega, kar so pravkar slišali.
Prav ko se je panika začela umirjati, je zaslon znova zatrepetal. Logotip Southern Television je zdaj prevladoval na televiziji in nekaj sekund kasneje se je vrnil Gardner ter povedal, da je prišlo do zvočne prekinitve, se opravičil za napako in dodal, da so v postopku odpravljanja težave. Predlaganih bi bilo več teorij kot možni razlogi za vdor. Ker je bila ideja, da bi Nezemljan prestregel neposredni prenos in trdil, da je predstavnik Ashtar Command, koncept, ki obstaja že od leta 1952, očitno izključena. Namesto tega so gledalci predstavili bolj verjetne predloge, vključno z idejo, da je dolgočasen posameznik, ki je imel amaterske hekerske sposobnosti, prestregel signal zgolj za zabavo, da bi pokazal, kako enostavno je to in kakšen bi bil rezultat. Na podlagi ene izmed izjav, ki je gledalcem naročila, naj uničijo vojno orožje in razpravljajo o miroljubnih temah, so nekateri sklepali, da je šlo morda za iskren poskus ustavitve nasilja, ki ga je izvedla protivojna skupina. Menilo se je, da je vdor v program Southern Television morda izvedla sekta, ki je skušala novačiti člane. Vendar za to ni nobenih dokazov in ta teorija se pravzaprav ne ujema s poročilom oddaje. Kljub novim preiskavam ni bilo veliko razkritega. Storilek, če ga je policija sploh identificirala, ostaja javnosti neznan. Prav tako tudi motivi za ta nenavadni vdor, ki je v času tega videa še vedno zagonetna skrivnost in temen trenutek za UK TV. Izvedenih je bilo več iskalnih akcij, da bi našli 66-letnega Samuela Smitha, ki je pogrešan od 2. marca 2026 in od takrat ni bil v stiku z nobenim od svojih znancev. Samuel prihaja iz mesta Colne v okrožju Pendle, Lancashire, Anglija. Preiskovalci so izjavili, da so izjemno zaskrbljeni za njegovo dobrobit, zato so prosili javnost za pomoč pri iskanju, saj jim ni uspelo najti nobenih sledi o njegovi lokaciji. Da bi to dosegli, so objavili posnetke varnostnih kamer Samuela, ki prikazujejo njegova zadnja znana gibanja, preden je nepojasnjeno izginil. Policija upa, da ga je kdo opazil od dneva, ko je bil prijavljen kot pogrešan. Znano je, da ima Samuel povezave ne samo s Colnom, ampak tudi z območjem Burnley, zato so prebivalce teh območij pozvali, naj bodo pozorni nanj in naj takoj obvestijo policijo, če ga opazijo. Nazadnje so ga videli okoli 10:30 zjutraj 2. marca, kar se upada s posnetki varnostnih kamer Samuela, ki so bili zdaj objavljeni za javnost. Kamere so ga posnele na cesti Skipton Road, vendar njegovo gibanje po tem opažanju ostaja neznano. Na posnetku ga vidimo, kako hodi po pločniku, nato pa se odpravi proti cesti in prečka med dvema rdečima parkiranima taksijema. Preden začne prečkati cesto, pogleda na levo, nato pa, ko zapusti kader kamere, ga ni več videti. V dneh, ki so sledili, so preiskovalci pregledali več ur posnetkov varnostnih kamer v upanju, da bi Samuela ponovno opazili. A žal temu ni bilo tako. Prav tako so potrkali na vrata hiš v okolici in spraševali, ali je kdo videl Samuela, vendar brez pozitivnih rezultatov. Gorske reševalne ekipe so bile poslane v območje spodnjega rezervoarja na Fowl Ridge, da bi poiskala morebitne sledi, kam bi lahko šel Samuel. Toda tudi ti napori niso bili uspešni, kar je preiskovalce in njegovo družino pustilo frustrirane, saj niso našli nobenih dodatnih sledi. Z vsakim dnem je njegova družina vse bolj zaskrbljena za njegovo dobrobit in je že večkrat pozvala javnost, naj se oglasi, če kdo ve kaj o Samuelovem primeru, ter upa, da bodo takšne informacije kmalu prejeli. Za zdaj je njegova družina policiji posredovala najnovejšo fotografijo Samuela. In ta je bila razširjena daleč naokoli, da bi o njegovi izginotju obvestili čim več ljudi. Več ljudi, kot vidi sliko, večja je verjetnost, da se bo nekdo spomnil pomembne podrobnosti. Policija je tudi izjavila, da začenjajo izvajati digitalne preiskave, vendar so se vzdržali razkritja, za katere preiskave gre. Možno je, da spremljajo Samuelove bančne račune, če bi opazili kakršnokoli aktivnost. Vendar to ostaja zgolj špekulacija, saj je preiskava še vedno v teku. Samuel je opisan kot moški s kratkimi sivimi lasmi in svetlimi očmi. Visok je približno 180 cm, večino časa nosi očala, ob izginotju pa je imel sivo-rdečo brado. Ko so ga nazadnje videli, je nosil črn plašč s črnimi hlačami, možno pa je, da je imel s seboj tudi črno usnjeno jakno in vrečko iz supermarketa Sainsbury. Če imate kakršnekoli nove informacije o primeru Samuela, vas prosimo, da pokličete številko za nujne primere 999 ali alternativno 101 in navedete zapisnik 065-2 z dne 2. marca.
Sredi do poznih 90-ih let je bil Al Capone glavna tema pogovorov v mestu. Ameriški gangster iz obdobja prohibicije je bil Al Capone prevladujoča osebnost v svetu organiziranega kriminala v Chicagu med letoma 1925 in 1931. Postal je najbolj znan gangster v Združenih državah Amerike, navdih za romane in filme ter tema pogovorov za zgodnje zabavljače in youtuberje. Ena izmed posebnosti v legendah o Al Caponeju je bil domnevni trezor, ki naj bi ga skril v kleti hotela Lexington, ki je služil kot njegovo podzemno poveljstvo. Prav ta legendarna posebnost je voditelja televizijske oddaje Geralda Riviero prepričala, da bi bila to zabavna in gledana epizoda. Leta 1986 je ameriška televizija uresničila to idejo in predstavila posebno oddajo v živo, Skrivnost trezorjev Al Caponeja. Rivera, takrat še neznan in mlad voditelj, bi bil gostitelj te plačljive oddaje, ki je obljubljala, da bo v živo na televiziji odprla nedavno odkriti trezor. Program je promoviral idejo, da bodo razkrili kupe denarja, verjetno skeletne ostanke, tihotapski alkohol, orožje in druge pozabljene artefakte. Milijoni in milijoni nestrpnih gledalcev so se priklopili, da bi v živo spremljali razkritja pred svojimi očmi. Vsak je plačal majhno pristojbino, da bi izvedel, kaj se skriva za vrati. Rivera popelje občinstvo na ogled malo znanih tunelskih sistemov pod Chicagom, opravi osebne intervjuje s tistimi, ki so poznali Scarfacea in na koncu pristane pred hotelom Lexington, ki je bil zaradi zanemarjenosti dotrajan in razpadajoč. Naslednji 2 uri v živo Rivera razkriva več vidikov življenja Ala Caponeja, hotela, njegovih podvigov. Dokler končno majhno gradbeno vozilo ni zarjovelo skozi z betonom zapečateno sobo, kar je pomenilo prvič, da je bil ta trezor ponovno odprt. In vse to se je zgodilo v živo na televiziji. Ko so prebili zadnji del, je moral Rivera svojemu občinstvu razkriti, da za tisto steno ni bilo ničesar. Bilo je prazno, brez česarkoli zanimivega, zaradi česar bi bilo vredno čakati tisti 2 dolgi uri. Gledalci po vsej državi so bili zaradi razkritja razočarani, a so se vsaj veliko naučili o življenju Ala Caponeja. Verjame se, da je leta 2025 v okrožju Morgan prišlo do ropa na bankomatu in to ni bilo zgolj naključno kaznivo dejanje, saj preiskovalci menijo, da so storilci zločin načrtovali že dolgo vnaprej. Rop se je zgodil v poslovalnici Traditions Bank v Pricevillu v Alabami okoli 8 ure zjutraj 24. julija 2025. Tistega jutra so zaposlene v banki, vse so bile ženske, polnile bankomate z gotovino, ko se jim je približala skupina ljudi, ki je pritekla na prizorišče. Ko so prispeli na območje, so planili proti zaposlenim in zahtevali, naj jim izročijo ves denar, ki so ga imele pri sebi. Na srečo so zaposlene v banki usposobljene, da se v takšnih primerih podredijo zahtevam, da se situacija ne bi še bolj zaostrila in da bi med ropom ostale nepoškodovane. V tem primeru so upoštevale navodila roparjev in izročile denar. Storilci so pobrali toliko denarja, kot so ga lahko, nato pa so se hitro umaknili, potem ko so skočili v vozilo, parkirano v bližini. Policija je bila nato poklicana in začela se je preiskava, vendar na kraju dogodka niso našli nobenih dokazov, ki bi preiskovalcem pomagali prepoznati katerega od roparjev. So pa našli posnetke varnostnih kamer, ki so zdaj na voljo javnosti v upanju, da bo kdo prepoznal vsaj enega od teh zločincev, ki so še vedno na begu pred zakonom. Ko so novice o ropu prišle v javnost, so se preiskavi pridružile še 4 druge agencije. Registrska tablica vozila za pobeg je bila na posnetku jasno vidna, vendar so kasneje ugotovili, da je bila tablica ukradena v Huntsvillu nekaj tednov pred incidentom. Poleg tega verjamejo, da roparji verjetno ne prihajajo iz Pricevilla, saj so zaradi bližine avtoceste 65 zlahka prišli do območja, kjer je banka. Nenavadno je, da noben od roparjev ni imel orožja, kar je pomenilo, da nihče od zaposlenih ni bil poškodovan, saj so lahko pobegnili v stavbo in tam obvestili oblasti. Preiskovalci so se odločili, da ne bodo razkrili, koliko denarja je bilo ukradenega, so pa povedali, da je šlo za veliko vsoto. Čeprav roparji skoraj zagotovo prihajajo od drugod, upajo, da jih bo kdo prepoznal in da jih bodo kmalu prijeli, da bodo lahko kazensko odgovarjali. Na posnetku so vidni oblečeni v temna oblačila, s kapucami, rokavicami in maskami na obrazu, čeprav je en moški oblečen v svetlejše kavbojke, vsi pa se zdijo vitke postave. Avto v vprašanju je temno obarvana limuzina, vendar ni znano, ali bo njegova najdba pripomogla k identifikaciji osumljencev. Posnetek prikazuje 3 moške, ki izvajajo kaznivo dejanje, vendar se domneva, da bi bil v tem primeru lahko vpleten še 4.
Vendar to zaenkrat še ni bilo potrjeno. Prav tako je bilo razkrito, da je bilo v tednih pred incidentom na različnih območjih izvedenih več podobnih ropov, vendar ni znano, ali jih je izvedla ista skupina roparjev. Preiskovalci so pozvali javnost, naj pozorno pogledajo objavljene fotografije in jih kontaktirajo, če prepoznajo katerega od storilcev. Vsakdo, ki ima takšne informacije, naj pokliče policijsko upravo Priceville na številko 256 350 4613. Kličatelji lahko ostanejo anonimni, če to želijo. Bile so zgodnje jutranje ure 3. marca 1991, ko so Rodney Glenn King, Brian Allen in Freddie Helms vozili po avtocesti 210 v Los Angelesu. Rodney naj bi prejšnji večer spil nekaj pijač in naj bi vozil nad omejitvijo hitrosti. Vozilo, v katerem so bili, je pritegnilo pozornost zakoncev, policistov kalifornijske avtocestne patrulje Tima in Molly Singer. Prižgala sta luči in začela zasledovati Hyundai XL. Rodney naj bi bil zaskrbljen zaradi obtožbe vožnje pod vplivom alkohola, ki bi jo lahko prejel, kar bi pomenilo kršitev pogojnega izpusta. Zato je policijo vodil v 8 mil dolgo zasledovanje, da bi se izognil kazni. Na koncu je spoznal, da je trud zaman in avto se je ustavil potem, ko je po cesti vozil s hitrostjo 117 mil na uro. Toda ko je Rodney ustavil vozilo, so bili za njim že 3 avtomobili in helikopter. Voznik in 2 potnika so morali izstopiti iz vozila, pričakovali so hitro aretacijo in nato obtožbo, kot je to običajno v takšnih primerih. Namesto tega pa so naleteli na doslej nevideno brutalnost. Allen in Helms sta takoj ubogala ukaze, a sta bila kljub temu deležna grozljivega pretepanja. Rodney je potreboval več časa, da je izstopil iz vozila, in ko je to storil, so policisti, ki so sumili, da je pod vplivom mamil, verjeli, da ima pri sebi orožje. Nato so po ukazu narednika Stacyja Kuna 4 policisti obkolili in obvladali Rodneyja. Ti 4 so bili Lawrence Pavel, Theodore Briseno, Timothy Vend in Rolando Solano in ugotovili so, da Rodney ni bil pod vplivom mamil, prav tako ni bil poškodovan. V bližini je stanovalca Georgia Hollidaya prebudil hrup, ki je sledil srečanju in tako je začel snemati. Tisto, kar je posnel, je bil učbeniški primer zlorabe moči, saj je razkril 53 močnih udarcev s pendrekom, več brc policistov in vlečenje po asfaltu, medtem ko so čakali na zdravniško pomoč. Rodney je utrpel zlom obraza, zlomljen gleženj, polomljene zobe in trajne nevrološke poškodbe. Tisto noč je bil posnetek, ki ga je posnel Holiday, objavljen v javnosti, kar je privedlo do ankete, v kateri je 92% ljudi menilo, da je policist uporabil pretirano silo. Približno teden dni kasneje so se 4 policisti soočili z obtožbami zaradi napada in uporabe pretirane sile. Sojenje je bilo ocenjeno kot nepravično, zato so pripeljali drugo, rasno bolj raznoliko poroto. Ponovno sojenje je bilo določeno za april 1992 in po skoraj tednu dni razprav so bili vsi 4 policisti oproščeni. Javna reakcija na to je bila popolnoma kaotična. Ta reakcija je postala znana kot nemiri v Los Angelesu leta 1992 iz civilnih nemirov, ki so se začeli v središču Los Angelesa 29. aprila, 1 uro potem, ko je župan objavil odločitev o oprostitvi. V znak protesta je skupina najstnikov odšla na ulice in se maščevala skupnosti, pri tem pa govorila: "To je za Rodneyja Kinga." Nemiri so se začeli z majhno skupino mladih moških, ki je hitro narasla na več 100 ljudi. Skupaj so preplavili ulice Los Angelesa, razbijali avtomobile s palicami, ropali trgovine in podžigali požare. Prvo noč, kljub nemirom, policija ni storila ničesar. Dobili so ukaz, naj se umaknejo in ignorirajo klice na 911 zaradi izgredov in ropanja. Ko so prebivalci Los Angelesa spoznali, da nemiri ne pojenjajo več ur po razglasitvi sodbe, so se kamere začele vrteti. V arhivu NBCLA so bili posnetki v živo, ki so ujeli dogodke, kot so se odvijali od tistega trenutka naprej. V 1 minuti neobdelanega posnetka vidimo razsežnost nečesa, kar se je začelo kot majhen protest. V ozadju divjajo požari, oblaki dima potemnijo nebo in postemajo pravi gozdni požar. Posnetki z ulic razkrivajo zastoje avtomobilov in prebivalce, ki tečejo po ulicah s ukradenimi predmeti v rokah. Novinarji so ujeli napete trenutke med policijo in izgredniki, pri čemer so organi pregona namerno poskušali prevzeti nadzor nad situacijo. Avtomobili so bili zažgani, zastave so bile zažgane, izložbe trgovin pa vandalizirane.
To je bila čista anarhija, ki so jo v živo prenašali, da je lahko preostanek države temu priča. 6 dni so nemiri divjali, kar je povzročilo več tisoč poškodb, tako med ljudmi, kot tudi med policisti. Vsaj 6.000 ljudi je bilo aretiranih. 2.000 podjetij je bilo uničenih. Škoda po vsem mestu pa je znašala $1 milijardo. Leta 1993 je Ministrstvo za pravosodje izvedlo še eno sojenje proti 4 policistom, ki so jih videli kot pobudnike vstaje. 2 policista sta bila obsojena na 30 mesecev zapora, medtem ko sta bila druga oproščena, vendar odpuščena iz LAPD. Radniču bi na koncu dodelili $3,8 milijona. Muzej Kalifornije v Oaklandu trenutno sodeluje z oddelkom FBI za kraje umetnin, da bi ugotovili, kdo je oktobra 2025 oropal muzej in ukradel približno 1000 artefaktov. Agencija je objavila posnetke nadzornih kamer incidenta in prosila vse, ki prepoznajo oba storilca, naj stopijo v stik, da bi ju lahko aretirali. Rop je bil izveden v zgodnjih jutranjih urah 15. oktobra tistega leta v enem od zunanjih skladišč muzeja. Med dragocenejšimi ukradenimi predmeti je bilo več tkanih košaric ameriških staroselcev, vendar so tatovi odnesli še veliko več. Med predmeti so bili nakit, dagerotipije, predmeti iz skrimšava, politična pisala, rakovi za nagrade, spominski žetoni in celo prenosni računalniki, ki so jih v skladišču pustili zaposleni. Medtem ko je večina takšnih ropov načrtovanih že dolgo vnaprej, policija verjame, da je šlo v tem primeru za priložnostni zločin in da so se roparji zgolj po naključju znašli na napačnem mestu ob napačnem času. Rop se je zgodil okoli 3:30 zjutraj, ko v skladišču ni bilo varnostnega osebja na dolžnosti. Stavba je bila sicer opremljena z alarmi in nadzornimi kamerami, vendar alarmi niso sprožili, ko sta 2 zločinca vstopila v objekt. Naslednje jutro so zaposleni prišli na svoje izmene in bili v šoku, ko so ugotovili, da je prišlo do ropa. Nato so morali ugotoviti, kateri artefakti manjkajo, in izkazalo se je, da jih je bilo ukradenih okoli 1000. Zavarovalni cenilci še vedno trdo delajo, da bi določili denarno vrednost teh predmetov. Medtem pa je FBI objavil varnostne posnetke, ki so tistega jutra ujeli oba moška pri dejanju. Na posnetku je videti, kako en moški vstopi v kader izpod kamere, drugi pa pristopi z drugega konca sobe. Njuni obrazi so zaradi mask zakriti pred kamero in čeprav hodita hitro, ne dedujeta panično ali preveč v naglici, da bi opravila svoje zlonamerno dejanje. Druga kamera na prostem nato pokaže, kako eden od moških najprej hodi proti kameri, nato pa stran od nje, pri tem pa si čez usta in nos drži nekaj, kar je videti kot kos blaga, da bi zakril svojo identiteto. Omeniti je treba, da vsi artefakti so shranjeni v tem objektu, niso namenjeni za razstavo v muzeju. Vendar so še vedno kulturno pomembni, zato preiskovalci storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi identificirali storilce in vrnili predmete v objekt, kamor sodijo. Ker moška nista iskala določenih predmetov, verjamejo, da sta zgolj naključno vstopila v stavbo in v navalu trenutka sklenila ukrasti čim več artefaktov. Prvi izmed 2 roparjev je opisan kot suhe postave, oblečen v modre kavbojke, karirasto srajco z dolgimi rokavi, belo zaščitno masko, črno kapo in črne čevlje. Drugi je bil močnejše postave, oblečen v modre hlače, moder pulover s kapuco, črne rokavice in bele čevlje s črnimi detajli. Ni bilo razkrito, ali FBI meni, da je bil v rop vpleten še kdo drug, vendar trenutno verjamejo, da sta moška delovala sama. Prav tako ostaja vprašanje, kaj bosta storilca naredila z ukradenim blagom, saj bo verjetno težko prodati te predmete kateremukoli zakonito delujočemu podjetju. Vsak, ki prepozna ta moška, naj pokliče policijo v Oaklandu na številko 510 238 3955. 51. Pred pojavom pametnih telefonov in družbenih omrežij so se ekipe novinarjev iz številnih postaj morale zbrati na prizorišču dogodka, izvleči kamere in začeti snemati dogajanje, kar je gledalcem doma omogočilo, da so bili priča svetovnim dogodkom, ki jih sami niso mogli videti. Tako je bilo tudi na dan po božiču leta 2004, ko so se novinarji in snemalci Sky News hitro vkrcali v svoj helikopter in odpravili proti Indoneziji. Prebivalce in dopustnike je prebudil pretresljiv zvok kričanja in vpitja z obale, nato pa so ugotovili, da se njihovi domovi hitro polnijo s potemnelo, bučečo vodo. Prebivalci so se znašli v boju za življenje v nočni mori, kjer se je zdelo, da je čas obstal.
Občutek panike in črne vode je povzročil potres z magnitudo 9,1, ki je le nekaj trenutkov prej stresel zahodno obalo severne Sumatre. Bilo je skoraj 8 ur po lokalnem času, ko se je zemlja silovito zatresla, tako močno, da je iz globin oceana prebudila tsunami. Naslednjih 7 ur je niz ogromnih oceanskih valov opustošil obalna območja vse do vzhodne Afrike, pri čemer so bile med najbolj prizadetimi državami Indonezija, Šrilanka in Tajska. Na nekaterih območjih so valovi dosegli 9 metrov ali več, ko so udarili ob obalo in opustošili obalno črto. Iz zraka je Sky News poročal o škodi in razkrival grozljive dogodke preostalem svetu, ki je bil daleč stran od prizorišča te peklenske katastrofe. Posnetki iz zraka so razkrili raztresene hiše, nekatere so stale le še na pol, sredi nečesa, kar je spominjalo na močvirje. Le redka drevesa so ostala nedotaknjena sredi kaosa, poleg njih pa so se porušile cele stavbe. Kot votli hlodi, ki plavajo po reki, so po vodi plavali kosi ruševin, voziva, ceste in drugi deli infrastrukture. Hiše so bile odplaknjene svojih temeljev in so z valovi odplavale ter se zbrale na eni točki, kjer so tvorile nekaj, kar je izgledalo kot zbita barikada. Zemljo je sicer sploščila moč valov. Tsunami je povzročil ogromno uničenje in izgubo življenj vzdolž obale Indijskega oceana. Tsunami na boksarski dan je postal ena največjih naravnih nesreč, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, saj je prizadel 15 držav in močno udaril po severni Sumatri. Ljudje so ostali brez domov, nekateri so pogrešani, hrane je skoraj zmanjkalo, do čiste vode je bilo težko priti, pridobivanje medicinske oskrbe pa je bilo izjemno težavno. Da bi bilo še huje, humanitarni delavci niso mogli dostopati do določenih območij brez velikega napora. Ceste so bile odplavljene, državljanska vojna pa je še vedno trajala. Območje bi doživelo tudi dolgoročno okoljsko škodo, saj so bili letovišča, kmetijska zemljišča, vasi in ribolovna območja popolnoma uničeni ali prekriti z ruševinami oziroma slano vodo, ki je zastrupila rastline. Gospodarska škoda bi znašala skoraj 5 milijard dolarjev. Izgubljenih je bilo 141 tisoč hiš uničenih, 8 pristanišč in 4 skladišča goriva. Bilo je katastrofalno. Policija v Las Vegasu je leta 2025 sporočila, da FBI ponuja nagrado vsakomur, ki bi jim lahko posredoval informacije o ropu, ki se je zgodil v enem od mestnih igralnic, in objavili so posnetke varnostnih kamer osumljenca. Incident se je zgodil okoli 10:30 zvečer. 13. novembra tistega leta, ko je zamaskiran moški vstopil v igralnico Rampart v Las Vegasu z enim samim ciljem – pobegniti z največjo možno količino denarja. Preiskovalci so razkrili, da je storilec vstopil v igralnico skozi parkirno garažo in na varnostnih posnetkih tiste noči je jasno, da je rop načrtoval že nekaj časa, saj je prišel pripravljen in si obraz skril pred kamerami. Bil je oblečen v modro-rumen varnostni jopič, temne hlače, črno masko za obraz, balistično čelado, rokavice in modra sončna očala. Zavedal se je, da bo rop posnet s kamerami, zato je poskrbel, da je bil njegov obraz osebju, ki je bilo takrat na dolžnosti, viden le delno. Posnetek prikazuje člana osebja igralnice, ki stoji za pultom na območju, znanem kot blagajniški prostor, in nekaj trenutkov kasneje se vidi, kako se ropar približuje. Toda v tem trenutku zaposleni nima pojma, da se bo zgodil rop. Moški se nasloni na pult in nagovori blagajnika, vendar se zdi, da je bližnji varnostnik opazil nenavadna oblačila, ki jih ima moški na sebi, in se mu približa od zadaj. Verjetno je nameraval moškega prositi, naj sname čelado in sončna očala, a ko ga je ropar zagledal, se je prestrašil. Oddaljil se je od okenca in potegnil veliko strelno orožje, ki ga je nato usmeril naravnost v varnostnika. Varnostnik je, kot mu je bilo naročeno, dvignil roke in se oddaljil od okenca. Ropar se je vrnil k pultu in na tej točki se objavljeni posnetek konča. Blagajnik je izpolnil njegove zahteve in izročil denar, ki je bil takrat v blagajni. Vendar to ni edini posnetek osumljenca. Druga kamera je posnela prizor, ko je pobegnil s kolesom in videlo se je, kako je odpeljal s torbo polno denarja ob sebi. Obenem so zaposleni v igralnici poklicali 911 in policiji sporočili, da so bili pravkar oropani. Metropolitanska policija Las Vegasa se je odzvala na klic in odšla na lokacijo igralnice v delu bulvarda Rampart pri številkah okoli 200 v Summerlinu. Znesek ukradenega denarja ni bil razkrit, saj preiskava še vedno poteka.
A glede na velikost torbe, s katero je ropar pobegnil, se domneva, da gre za večjo vsoto. FBI se je pridružil preiskavi in ponuja nagrado v višini $5000 vsakomor, ki bo posredoval informacije, ki bodo pripeljale do identifikacije in aretacije storilca. Vsakogar, ki ima takšne informacije, prosijo naj pokliče Metropolitansko policijsko upravo Las Vegasa na številko 702-828-3591 ali Crime Stoppers na 2-385-5555. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Prav tako, ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.